Bili smo v razredu, ko smo zaslišali krike kot iz grozljivke, nato smo se zaklenili v učilnice. Tako so jutranji srhljivki pripovedovali pretreseni in prestrašeni dijaki srednje zdravstvene šole v Murski Soboti. Dijak prvega letnika je okoli 9:30 na šolskem hodniku napadel dijakinjo četrtega letnika, porezal jo je po obrazu in hrbtu. Dekle so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, k sreči utrpela lažje poškodbe in naj bi bila že v domači oskrbi. Prva je bil, bom rekel, bolj kratek, tih krik. Zatem pa je prišel krik, ki ga težje pozabiš, ki si ga ne moreš tudi izbiti iz glave. Še zdaj se najbolj spomnim tistega srha, ki te spreleti, ko slišiš tiste besede, ta ima nož, ta jo je napadal. Tudi veliko jih je jokalo, tudi napadi panike, stiska, ki jo doživljaš ob teh krikih, ob napadih, enostavno vsem tekanju po hodnikih. Potem tudi učenci, ki so bili v spodnjem nadstropju, so slišali premikanje iz stolov, ker seveda smo tudi želeli določeni onemogočiti vstop v učilnice. No in gremo zdaj kar neposredno v Rakičan, kjer že ves dan policijsko preiskavo spremlja Jana Ujčič. Jana, ali so policisti končali delo? Torej, policisti so zaključili preiskavo na samem kraju napada, torej v šoli in pa pri dvorcu Rakičan nedalec stran, kjer naj bi osumljenega tudi prijeli, tam pa so našli tudi nož. Preiskava pa seveda še naprej intenzivno poteka. Napad je pretresel Mursko Soboto in seveda še posebej dijake, njihove starše in zaposlene na šoli. Govorili smo z njimi, poglejmo prispevek kolegice Tjaše Dogolin. Tišino med šolskim poukom so okoli 9:30 zarezali kriki groze. Sprva smo mislili, da gre za pretep, po parih sekundah pa smo ugotovili, da gre za napad z nožem. Magister Vovkotič z njegovo tanko kesedo je prišel do nas, pa je ta, ko sem bili z sošolko vrata sedela, pa je zabarikadejro celo vrata, pa vse to je zaklenil, pa prav, ko manj sidem v kraju vrat, pa čim bolj na kraj, pa smo te šli ta sedeti, tukaj pač ne so po šolsko vladi povedali, ko manj na vrat. 15-letnik naj bi sedel na klopi na hodniku v prvem nadstropju, ko je dijakinja prišla iz enega od razredov in naletela nanj. Med seboj naj se ne bi poznala in naj ne bi bila v nikakršnem sporu. Incident je bil na srečo hipoma opažen in takoj smo intervenirali po protokolu. Vsekakor globoko obžalujemo, da je prišlo do današnjega incidenta. Dogodek je globoko pretresel tudi starše dijakov. Ne samo, da je občutek grozen, najhujše je tisto občutek nemoči. Rad bi pomagal, rad bi bil poleg, rad bi stal otroku ob strani, tudi vsem ostalim profesorjem. Hvala Bogu, da se ni nič hujšega zgodilo, ker bi lahko bile posledice katastrofalne. Napadalec je zbežal, šola je obvestila policijo, ki je dijaka malo pred 10. prestregla nedaleč stran. In na podlagi določil zakona o kazenskem postopku v pridržanju do 48 ur. Oseba se ni upirala. Med opravljanjem kraja ogleda pa je bil zavarovan tudi nož. Ne, ni ga imel pri sebi. Po obvestilu policije, da je varno za naše dijake in zaposlene, da lahko zapustijo učilnice, smo jih potem tudi s prvimi avtobusi dejansko pustili domov. Se pravi, pouka od 11. ure naprej nismo več izvajali. Dekle so odpeljali v bolnišnico, k sreči je imela lažje poškodbe. Jaz upam, da se bo čim prej uspešno pozdravila, predvsem pa upam, želim si iz srca, da bo imela čim manj tistih notranjih posledic, psihe, depresije, kar lahko prije, pol na koncu kasneje, ko po domačem adrenalin popusti. Izredni varnostni ukrepi so neuradno veljali tudi v bližnjem domu starejših Rakičan, kjer so preventivno zaklenili vsa vrata, stanovalci pa so ostali v svojih sobah. Ne le Murska Sobota, v šoli je Prekmurje, Slovenija. No, to je tudi na tej šoli. Ja. Ste se precej Ja. Kam se dogaja, strašno. Ne vem, pest je narobe nekak ta družba, ne vem. Škoda za mlade. Katastrofa. Od takega mladega dečka, ki nekaj moglo fejs narobe z nje niti, kaj takšega napravo. Di klinika ima na tem moderanski
place. Kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe. Po 14. letu so namreč tudi mladoletniki kazensko odgovorni. Ravnateljica računa, da bo pouk prihodnji teden normalno stekel, vsem pa bodo nudili strokovno psihološko pomoč. Je pa dejstvo, da bo to nekaterim zagotovo ostalo v podzavesti. Ali bo napadalec izključen iz šole, pa še ni jasno. Moramo našo zakonodajo natančno zdaj preučiti in ne bi rada karkoli prejudicirala. Med dijaki je bilo sicer danes slišati tudi, da naj bi policisti na šolskem stranišču našli nekakšen seznam dijakov, ki bi bili lahko tarča napada. Zadeve še niso preverjene, pa nimamo še vseh informacij. Po besedah ravnateljice pa dijak doslej ni bil problematičen, veljal naj bi za mirnega.